Skrivnosti, ki so nekoč prevladovale v naših novicah, zdaj tavajo po zaklenjenih sobah naših misli, le da jih sčasoma pozabimo. To je 10 srhljivih skrivnosti, ki so bile razrešene v letih 2025 in 2026. Številka 10. V južnem delu perujske Ande se nahaja dolina Pisco, kjer se nahaja zbirka lukenj, ki se razteza skoraj 1 miljo. 5200 lukenj že stoletje buri misli raziskovalcev. Strokovnjaki se vedno znova vračajo na območje, znano kot Monte Sierpe, v upanju, da bodo razvozlali, zakaj so starodavni ljudje sploh zgradili ta pas lukenj. V desetletjih raziskav jih ni niti ena sama sled usmerila na pravo pot. Ne obstajajo nobeni pisni zapisi, ki bi se nanašal na to formacijo, zato je njen namen prepuščen ugibanju, teh pa je bilo veliko. Nekatere teorije omenjajo starodavno metodo vrtnarjenja, morda primitivno zbiranje vode, medtem ko druge domnevajo povezave z nezemljani. Vsaka od teh hipotez pa je ostala brez dokazov. Leta 2025 pa je kraj znova vzbudil zanimanje in ponovno so ga podrobno raziskovali. Le da bi tokrat dobili odgovore, ki smo jih iskali. Lani so arheologi uporabili posnetke z droni in metode mikrobotanične analize, da bi razkrili skrivnosti pasu lukenj. Strokovnjaki, ki so sodelovali v študiji, so razpravljali o tem, kako je sama velikost Monte Sierpe oteževala raziskovanje. Vendar so s pomočjo dronov uspeli pridobiti različne informacije. Vsaka luknja je široka od 1 do 2 metra in globoka od 0,5 do 1 metra. Posnetki z dronom kažejo, da je 5200 lukenj razporejenih v 60 ločenih odsekov, ki jih ločujejo prazni prostori. Ekipa je uspela prepoznati vzorce v zemlji. Našli so odsek z 12 vrstami, ki so se izmenjevale med 7 in 8 luknjami, kar nakazuje, da je bila v tej strukturi prisotna določena stopnja organizacije. Arheologi pobirajo starodavna zrna cvetnega prahu iz lukenj, jih analizirajo z mikrobotaničnimi metodami in so ugotovili, da so luknje nekoč vsebovale različne vrste pridelkov, vključno s koruzo, trstiko in vrbo. Te rastline so pogosto uporabljali pri izdelavi košar. Raziskovalci so ugotovili, da so te košare služile kot vsebniki za blago, ki je bilo postavljeno in shranjeno v teh luknjah. Ogljikovo datiranje kaže, da je bilo najdišče ustvarjeno in uporabljeno pred 600 do 700 leti v poznem vmesnem obdobju Peruja. V teh luknjah so odkrili tudi cvetni prah citrusov, ki so jih v regijo prinesli šele v kolonialnem obdobju, kar nakazuje, da so trak lukenj uporabljali še v tem času, po padcu imperija Inkov. Prav prisotnost takšnih lukenj in postavitev najdišča sta arheologe pripeljali do prepričanja, da so bile luknje uporabljene kot sistem za menjavo. Strokovnjaki menijo, da so se tukaj zbirale sosednje civilizacije, ki so prinašale svoje pridelke, hrano in blago. Določena količina vsakega izdelka bi bila postavljena v luknje in povezana z blagom, ki je bilo namenjeno za izmenjavo. Na primer, koruza, ki bi zapolnila določeno število lukenj, bi bila enakovredna koki ali bombažu, ki bi zapolnila določeno število drugih lukenj. Strokovnjaki menijo, da se je trg za blagovno menjavo verjetno razširil pod Inkovskim imperijem, ki ga je uporabljal bolj kot Excelovo preglednico za računovodske namene. Arheologi so opazili, kako segmentirana organizacija lukenj odraža starodavni inkovski računovodski sistem, ki je uporabljal vozlane vrvice, znane kot kipu. Ena takšna naprava, ki je imela 80 skupin vrvic, je bila prej najdena v dolini Pisco. Vodilni arheolog ekipe, dr. Jakob Bongers, je pojasnil, da številke zavezane na teh vrvicah razkrivajo zapleten nabor aritmetičnih medsebojnih povezav, ki se zdijo edini ohranjeni zapis računovodskih operacij, ki so potekale na Monte Sierpe. To, da je bil pas lukenj priročno umeščen med 2 pomembnima inkovskima najdiščema, Tambo Colorado in Lima la Vieja, je podpiralo te namene. V bližini so bila prav tako prepoznana predšpanska cestna omrežja. Številka 9. Franz Xaver Siedler von Rosenegg. Leta 1967 so prvič pregledali in opisali nenavadno mumijo. Prav patolog Ekehard Kleis je prvi dokumentiral nenavadno ohranjene ostanke, ki so ležali nedotaknjeni v kripti svetega Tomaža pri Blazensteinu. Sveti Tomaž je cerkev, ki stoji v odmaknjeni alpski vasici severno od reke Donave v Avstriji. Neidentificirani ostanki so že dolgo vir govoric in ugibanj v tej vasici, pri čemer lokalne legende namigujejo, da naj bi ostanki imeli zdravilne lastnosti. Take govorice so privabile romarje od vse posod, ki so upali, da jih bo nenavadna mumija rešila njihovih bolezni. Govorilo se je tudi, da naj bi telo pripadalo duhovniku iz 18. stoletja, ki je podlegel neznani nalezljivi bolezni. Njegovo telo so leta kasneje izkopali iz groba in ga prenesli v kripto.
Arheologe ni vznemirjala le identiteta mumije, temveč tudi njeno čudežno ohranjeno stanje. Mumija, ki so jo poimenovali zračno posušen kaplan, je bila tako dobro ohranjena, da sta bila ob ponovnem odkritju strani sodobnih znanstvenikov koža in tkivo še vedno nedotaknjena. Leta 2025 je vodno puščanje v kripti strokovnjakom nepričakovano omogočila znanstveno analizo ostankov. Medtem ko so potekala obnovitvena dela, je ekipa znanstvenikov prevzela mumijo in jo odnesla na nadaljnje preiskave s specializirano opremo in strokovnjaki. Ko je ekipa pridobila ostanke, sta ostali le dve vprašanji. Kdo je bil pokojnik in kaj je bil vzrok njegove smrti? Med začetno analizo telesa pa se je ekipi pojavilo še tretje vprašanje. Kako so balzamatorji vnesli balzamsko sredstvo v truplo, ne da bi naredili rez? S pomočjo CT-skenov, radiokarbonskega datiranja in kemijske analize vzorcev kosti in tkiva so raziskovalci uspeli razvozlati to skrivnost mumije. Ugotovili so, da so trebušno in medenično votlino trupla napolnili z lesnimi sekanci iz jelke in smreke, konopljo, laneno tkanino in platnom. Toksikološka analiza je med drugimi elementi odkrila sledi cinkovega klorida. Strokovnjaki so predlagali, da so bili ti materiali verjetno vstavljeni skozi obstoječo votlino v telesu in da je bil vsak uporabljen za poseben namen, kar je privedlo do te edinstvene, doslej še nevidene metode ohranjanja. Lesni sekanci in tkanina, so povedali, so vezali vodo v telesu. Cinkov klorid je imel sušilni učinek in je prav tako zmanjšal količino bakterij v njegovih črevesih, kar je omogočilo, da je telo ostalo nedotaknjeno zelo dolgo časa. Metoda balzamiranja z uporabo obstoječe votline, kot sta usta ali zadnjik, se je razlikovala od znanih metod, ki so jih uporabljali v starem Egiptu, kjer je bilo za postopek potrebno odpreti telo. Ekipa verjame, da je bila ta metoda morda standardna v 18. stoletju, kadar je bilo treba truplo ohraniti za prevoz ali ogled, čeprav o tem ni zgodovinskih učbenikov ali zapisov. Naslednja skrivnost, ki so jo morali razvozlati, je bila identiteta mumije. S pomočjo radiokarbonskega datiranja so smrt primerka postavili med leti 1734 in 1780. Domneva se, da je bila oseba stara med 30 in 50 let. Kemijski izotopi odražajo rastlinske in živalske beljakovine, kar nakazuje, da je užival kakovostno prehrano, kar ga uvršča v vladajoči razred. S pomočjo vzorcev kosti, vzetih iz njegove hrbtenice, so strokovnjaki ugotovili tudi, da je ta oseba živela življenje brez težjih fizičnih aktivnosti. V 18. stoletju ni bilo veliko visokih položajev, kjer pomembna osebnost ne bi bila izpostavljena vsaj nekaterim napornim dejavnostim. Prav s takšnimi ugotovitvami je ekipa določila, da je bila ta oseba najverjetneje duhovnik. Analiza DNK bi potrdilo njihovo teorijo, saj so ostanke identificirali kot Franca Xaverja Sidlerja von Rosenega, aristokrata in meniha, ki je postal župnijski vikar pri Svetem Tomažu v Blazensteinu. Njegov konec je prišel leta 1746, ko je imel 37 let. Študija je pokazala, da je duhovnik v tem času morda doživljal pomanjkanje hrane, verjetno zaradi vojne za avstrijsko nasledstvo. Govorice, da je bila njegova smrt povezana z načrtovanim zastrupljanjem, so bile ovržene, ko so raziskovalci ugotovili, da je bil župnik kadilec, ki je proti koncu življenja trpel za kronično tuberkulozo. Arheologi so zaključili, da ga je najverjetneje pokopala akutna pljučna krvavitev. Številka 8. Bilo je proti koncu leta 2025, ko je arheolog Adrian Ojander odkril nekaj, kar so tisti pred njim dolgo spregledovali. Za razgledne točke visoko nad Andi je najprej opazil več starodavnih taborišč, skoraj 800 sezonskih naselbin. Kasneje je Adrian pregledoval satelitske posnetke, ki so jih posneli prej lani v visokogorju Andov v severnem Čilu, ko je opazil nekaj skrivnostnega in še nikoli prej dokumentiranega. Ko se je Adrian odpravil peš do teh struktur in sosednjih vasi, je našel nekaj še bolj nenavadnega. Tudi domačini niso vedeli, kaj so te nenavadne stvaritve. Niso vedeli, kako se imenujejo ali zakaj so tam, so pa imeli svoje ime zanje. Klicali so jih Trampas paras burros, kar pomeni pasti za osle. Njihovo ime je izhajalo iz frustrirajoče težave, da so se njihovi osli izgubljali in ujeli znotraj kamnitih zidov. Za Adriana je bila to poimenovanje namig. V svoji preiskavi se je arheolog obrnil na razpršena poročila, od katerih je bilo veliko iz Peruje 20. stoletja, v iskanju manjkajočih delov sestavljanke, ki bi razkrili, kaj so te skrivnostne strukture. Prav prek teh dokumentov je spoznal, kaj so te megastrukture. Perujski zapisi so govorili o masivnih kamnitih strukturah, znanih kot čaku, ki so jih uporabljali starodavni Inki. Inki so te strukture uporabljali med kraljevskimi lovi.
Adrian je ugotovil, da so bile stene v obliki črke V pasti za živali, posebej za lovljenje vikun, živali podobnih lamam. Nekoč so bile na tem območju zelo številčne, vendar so jih ob prihodu Špancev skoraj iztrebili zaradi lova. Te pasti, pogosto imenovane puščavske zmaje, so temeljile na sistemu v obliki lijaka. Uporabljali so jih za usmerjanje stampeda čred divjih živali v osrednjo jamo. Tu so jih bodisi udomačili, odgnali v taborišča, vzrejali ali uporabili za meso. Adrian je pregledal še več satelitskih fotografij za dodatne dokaze o Chacoju. Ugotovi, da so te stvaritve le eden redkih primerov sporednega razvoja. Antropologi so opazili, da so v celotni starodavni zgodovini različne družbe neodvisno razvile podobne tehnologije, čeprav niso bile v stiku druga z drugo. Ta pojav imenujejo konvergenca. Chaco, kot bi Adrian ugotovil, je bila pogosta metoda lovljenja živali in bil je v supu, koliko teh metod je ostalo nedokumentiranih in neraziskanih tako dolgo. Številka 7. V začetku leta 2026 se ekipa študentov Univerze v Cambridgeu pod vodstvom doktorja Oscarja Aldreda iz Cambridgske arheološke enote odpravila v Wandlebury Country Park, da bi opravila raziskave znamenitega obzidja, niza nasipov in jarkov, ki označujejo železnodobno gradišče, zgrajeno tisočletje pred vikinško dobo. Značilnosti železne dobe na tem območju ga naredijo priljubljeno destinacijo za šolske izlete, družinske izlete in študentske raziskave. Univerzitetni oddelek za arheologijo je sodeloval z lokalno dobrodelno organizacijo Cambridge Past, Present and Future, ki je tudi lastnica Wandleburyja. Dobrodelna organizacija univerzi omogoča izvajanje študentskih izkopavanj in to počne že vrsto let. Toda leta 2026 je bilo na tem mestu odkrito nekaj najbolj pomembnega in grozljivega. Študenti, ki so se usposabljali za strokovnjake arheologe, so zagotovo doživeli več, kot bi si kdajkoli lahko predstavljali. Nihče, niti vodilni profesor, ni mislil, da bodo tukaj odkrili človeške ostanke. Zadnji ostanki so bili odkriti leta 1976, ko je nevihta izruvala drevo in razkrila zbirko 5 okosti. Od takrat tam niso našli nobenih takšnih ostankov in niso odkrili nobene tako edinstvene najdbe, povezane z vikinško dobo. Sprva se je zdel vadbeni izkop precej neobetaven. Ni bilo nedenega veliko in skupina je začela izgubljati upanje. Potem pa so se pojavili dokazi o skupinskem pokopu. Skupaj so hitro odstranili prah in razkrili grob iz 9. stoletja našega štetja. Poleg tega, da je bila to prva takšna najdba po letu 1976, se na ostankih sprva ni zdelo nič nenavadnega. Ob nadaljnjem preučevanju je ekipa ugotovila, da je bil en sklop ostankov zelo drugačen od ostalih. Z obrazom navzdol v jamo so bili vrženi popolni ostanki moškega, starega med 18 in 24 let. Merili vsaj 6 čevljev in 5 palcev, kar je bistveno višje od povprečne višine 5 čevljev in 6 palcev. Študija je nakazovala, da gre za dobesednega velikana. Nenavadna višina pa je bila šele začetek skrivnosti. Nadaljnja analiza je razkrila veliko ovalno luknjo, premera 3 cm, izvrtano v lobanjo tega moškega. Luknja je nakazovala, da je moški prestal trepanacijo, starodavni kirurški postopek, pri katerem naredijo luknjo v lobanji žive osebe, kar se lahko izvede iz različnih razlogov. Luknja je bila locirana na zadnji, levi strani lobanje in je kazala tudi znake celjenja. In prav ta medicinski postopek je arheologom in raziskovalcem omogočil, da so razvozlali zapleteno skrivnost. Predlagajo, da so trepanacijo uporabljali za lajšanje simptomov različnih stanj, vključno z migrenami, napadi in psihološkimi težavami. Velikana v vikinškem grobu so odstranili z najdišča in ga podrobno preučili, kjer so strokovnjaki primerjali prepoznavne značilnosti z drugimi najdbami in znanimi medicinskimi anomalijami. Osredotočili so se na rastne motnje, kjer je presežek določenih hormonov morda prispeval k nenavadno visoki postavi moškega. Ena od motenj, ki bi lahko povzročila to, bi bil tumor, ki je prizadel hipofiza. Ta teorija bi pojasnila tako skrivnostno višino, kot tudi razlog za trepanacijski poseg. Strokovnjaki so zaključili, da je bila luknja izvrtana v glavo bolnika, da bi ublažili glavobole, ki jih je povzročal tumor. Posameznik se je pozdravil po operaciji in nadaljeval boj skupaj s svojo skupnostjo, a je nato doživel prezgodno smrt zaradi neznanega dogodka, ki je druge pustil obglavljene, razkosane ali zvezane. Arheologi domnevajo, da je smrt teh mladih mož nastopila ob vikinškem vdoru v saško kraljestvo Mercijo. Številka 6. Ramzes II ali Ramzes Veliki, kot je tudi znan, je bil tretji kralj 19. dinastije Starega Egipta, ki je vladal 66 let, kar je drugo najdaljše obdobje v egipčanski zgodovini. Njegova vladavina velja za utelešenje moči in slave. Ramzes II.
Ima rekord po največjem številu spomenikov in največjem številu otrok, ki jih je imel katerikoli drug faraon. Lotil se je izčrpne kampanje za odnose z javnostmi, v okviru katere je nastalo več zgradb, vključno z znamenitimi luksorskimi obeliski. Obelisk, o katerem govorimo, je tisti, ki so ga leta 1836 kot darilo premestili na Place de la Concorde v Parizu. Na njem je izpisanih veliko hieroglifov in vklesana so imena, ki jih je Ramzes uporabljal kot kralj. Pred nekaj leti je Jean-Guillaume Lepelte, egiptolog, začel proučevati njihovo pisavo med svojimi sprehodi po soseski. Napis je bral za sprostitev, a nekega dne je opazil nekaj, česar prej ni nikoli opazil. En iz slikovne pisave je nakazoval smer. Jean je ugotovil, da se nanaša na vhod v portik templja v Luksorju. Ko je poskušal to podrobneje raziskati, je ugotovil, da raziskav močno primanjkuje, zato je moral raziskovati sam. Začel je natančneje preučevati gravure in z daljnogledom opazovati najvišje napise. Nato je egiptolog odkril, da je steber gostil številne kode, ki jih v arheološkem svetu imenujejo kriptohieroglifi. Kriptohieroglife sta v 50. letih prejšnjega stoletja prvič prepoznala Kanonet in Duverton. Ugotovil je, da so bila takšna pisanja uporabljena v ugankah in besednih igrah, kot je na primer spreminjanje smeri, v kateri je treba brati besedilo. Medtem ko je veliko Egipčanov znalo brati hieroglife, je bilo le nekaj izbranih, imenovanih elita, ki so znali razvozlati šifrirana sporočila. Ta sporočila so veljala za jezik bogov. Odkar je Jean pred nekaj leti odkril šifrirana sporočila na obelisku, je delal na razvozlanju kriptohieroglifov, ki jih je končno razvozlal leta 2025. Da bi razvozlal skrivnost, se je Jean moral vrniti na prvotno lokacijo pariškega luksorskega obeliska. Nekoč je stal visoko nad bregovi reke Nil. Sodeč po položaju in kotu kodiranih sporočil je Jean zaključil, da so bila ta znamenja namenjena potnikom na prihajajočih čolnih. Eno od sporočil naj bi bilo namenjeno egipčanski višji družbi, posebej plemičem, ki so prihajali v luksorski tempelj na festival Opet, kjer so praznovali vrnitev življenjske sile Amona. Do konca leta 2025 je Jean pravilno dešifriral šifrirano besedilo in ugotovil, da niso bila namenjena le plemičem na čolnu, temveč so šlo za propagandna sporočila, ki so najmočnejše egipčanske osebnosti opominjala na mogočno vladavino Ramzesa II. 7 šifriranih sporočil je identificiral in dešifriral Jean, vključno z navodili za bralce, naj darujejo bogovom. Egiptolog je ugotovil, da je eno izmed propagandnih sporočil zapisano tako: kralj se potrjuje kot utelešeni bog, ki ga ni mogoče vreči s prestola, s čimer je bližajoče se plemiče opozarjal na svojo božanskost in večno moč. Številka 5. Kuter ameriške obalne straže Tampa ima rekord po največji izgubi ameriških mornariških žrtev v Prvi svetovni vojni in je ena izmed številnih vojnih ladij, ki jih je neusmiljena narava oceana vzela med vojno. Njeno ime ostaja zapisano tako v Guinnessovi knjigi rekordov, kot tudi pod naslovi nerešenih skrivnosti. Tampa je bila kuta razreda Miami, ki je najprej služila v ameriški službi za pobiranje davkov na ladijski promet, kasneje v ameriški obalni straži in nato tudi v mornarici. Plovilo so rutinsko in pogosto uporabljali tudi v mednarodni ledeni patrulji za nadzor prisotnosti ledenih gor v Atlantskem in Arktičnem oceanu. Organizacija je odgovorna za poročanje o premikih velikih ledenih gor zaradi varnosti. Uporabljali so ga tudi kot patruljno plovilo med velikim karnevalom Gasparilla, ki so ga gostili v Tampi na Floridi. Vloga Tampe v Prvi svetovni vojni je bila spremstvo konvojev kot ladja za spremstvo. Leta 1917 je bila opremljena s težkim orožjem, saj so 3 6-funtne topove zamenjali za 2 tripalčna topova, 2 težki strojnici in metalce globinskih bomb. Med 27. oktobrom 1970 in 31. julijem 1918 je Tampa spremljala 18 konvojev in pri tem izgubila le 2 ladji. Plovilo je polovico časa preživelo na morju in preplulo več kot 3500 navtičnih milj na mesec. Njegova služba pa se je tisto leto nenadoma končala. Bil je 26. september, ko je Tampa spremljala še en konvoj, HG-107. Pozno popoldne se je ladja ločila od konvoja, ki ga je spremljala v Irsko morje. Posadka je prejela ukaz, naj pristane v Milford Haven v Walesu in je usmerila ladjo proti njenemu edinemu cilju. Ob vstopu v Bristol Channel ob 19:30. Vojna ladja, ki je pripadala cesarski nemški mornarici UB-91, se je premaknila v napadalni položaj. En sam torpedo, izstreljen iz njenega zadnjega cevi, je bil izstreljen in nekaj minut kasneje je Tampa zadela. Torpedo je eksplodiral in v zrak je švignil steber vode. Ladja je potonil z vso posadko in kljub obsežni iskalni in reševalni akciji ga niso nikoli našli vse do stoletja kasneje.
V začetku tega leta so po 3 letih preiskav in raziskav končno našli ameriško obalno stražarsko ladjo Tampa. To je uspelo potapljaški ekipi Gasparilla, ki je skupaj z drugimi raziskovalci iskala in identificirala dolgo izgubljene razbitine ladij. Potapljaška ekipa Gasparilla je skupina prostovoljcev, ki sodelujejo z zgodovinarji in raziskovalci z edinim namenom, da najdejo te ladje. Zgodovinarji obalne straže Atlantika so prostovoljcem zagotovili potrebne zapise in taktične podatke, kar jim je omogočilo, da so lahko načrtno iskali ladjo Tampa. Zapisi so vključevali več arhivskih slik krmarskega kolesa, zvona, orožja, paljubne opreme in celotne slike plovila. 3 leta in 10 potopov kasneje so potapljači Gasparille končno potrdili, da so našli razbitino, ki ima rekord po največ ameriških žrtvah v enem samem incidentu v Prvi svetovni vojni, s čimer so rešili pomorsko skrivnost. Tampa počiva 50 milj od obale New Quaya v Cornwallu, 300 čevljev pod površjem Keltskega morja v Atlantskem oceanu. Ostanki ladje služijo kot neuradni nagrobnik, ki označuje zadnje počivališče 131 članov posadke, ki so bili na krovu v času nesreče. Številka 4. Staro naselje z imenom Ešena se je prvič pojavilo v zgodovinskih zapisih leta 944 in je bilo občasno omenjeno skozi srednji vek. Po vseh podatkih je bila to živahna vas, ki pa je skrivnostno in nenadoma izginila iz zgodovinskih zapisov. Zadnja omemba sega v 15. stoletje, nato pa je očitno padla v pozabo. Čeprav so zgodnji zapisi jasno omenjali Ešeno, so bili zgodovinarji razdeljeni glede tega, ali je dejansko obstajala, saj nikoli ni bilo nobenih fizičnih dokazov, ki bi potrdili njeno resničnost. Šele pred kratkim je to vprašanje dokončno dobilo odgovor. V začetek letošnjega leta so arheologi delali na polju blizu Borgenstriga v Nemčiji, pred začetkom lokalne gradnje, ko so iz zemlje začeli prihajati ostanki naselja. Omenjeno polje je služilo kot prvi namig o tem, kaj je bilo to naselje. Imenovalo se je Ešelin, kar namiguje na možno povezavo z dolgo izgubljenim naseljem. Ime polja pa ni bilo edini namig. V naslednjih nekaj dneh se je pojavilo vse več dokazov, ki so jih arheologi, zdaj že v naglici, poskušali razvozlati, da bi odkrili skrivnosti tega starodavnega mesta. Odkopali so sledi nekdanjih lesenih hiš, keramične črepinje in impresivno kamnito klet, vse iz 10. in 11. stoletja. Ekipa je opazila luknje za stebre, ki so sidrale lesene strukture, pri čemer je bila največja dolga 20 metrov. Našli so ostanke manjših gospodarskih poslopij, nekatera so bila velika le 3x4 metre. Klet je bila zgrajena s kamnitimi stenami in je imela vhod obrnjen proti severu, kar nakazuje na arhitekturni razvoj znotraj srednjeveškega naselja. Dokazi kažejo, da se je vas raztezala po nižinskem območju proti bližnjemu potoku in verjetno tudi na drugo stran potoka. Krajevna imena se ujemajo z ohranjenimi namigi, kar nakazuje, da je bilo izgubljeno mesto Ešena najdeno potem, ko je skrivnostno izginilo iz zapisov. Bližina pozabljene vasi Borgenstrigu je ponudila še en namig, ki bi strokovnjakom omogočil razkriti preostanek skrivnosti. Borgentrade je bil ustanovljen kot utrjeno mesto v 1280 letih in je služil kot neposredni sosed nekoč cvetoče Ešene. Premik v urbana središča je povzročil postopno opuščanje vasi, kot je ta. Mesto Borgentrade je privabljalo več virov, trgovine in je imelo možnost sprejeti večje število prebivalcev, ki so imeli boljši dostop do nadzorovane oskrbe s hrano, virov in priložnosti. Ešena ni preprosto izginila iz zapisov, ampak je bila postopoma opuščena, ko so se prebivalci razpršenih podeželskih skupnosti združili v večje središče. Lesene zgradbe so zato pustili, da so naravno razpadle. Narava je prevzela oblast in do 15. stoletja je bila Ešena pokopana, kar je odpravilo potrebo po dokumentiranju njenega obstoja. Številka 3. Leta 1999 je dr. Richard Kuller, paleontolog, raziskoval otok Pitt na otoku Chatham, ko je naletel na nekaj res nenavadnega. Visoko na stropu pečine nad Waiheke Bay je bil zelo dobro ohranjen fosil ribe. Območje, v katerem so bili ostanki ujeti, je bilo previsoko, da bi strokovnjak lahko dosegel, zato je moral prehoditi 2 milji nazaj do Flower Pot Bay, da si je izposodil lestev. Raziskovalci, vključno s Kullerjem, so dokumentirali več nenavadnih značilnosti ostankov, med drugim, da je imela precej dolgo telo, močne luske, močan rep in navzgor obrnjena usta, kar nakazuje, da je lahko pogoltnila manjše ribe cele. Tudi s temi informacijami niso bili vsi deli sestavljanke na mestu. Raziskave o tej nenavadni ribi niso bile dokončane, ker so manjkali ključni geološki podatki o najdišču. Leta 2020 je Kuller umrl in z njim je izginilo tudi vse upanje, da bi določili vrsto te ribe. A leta 2025 so otroci paleontologa znova vzbudili upanje, da bo skrivnost razrešena.
Tistega leta so obiskali univerzitetno stanovanje v upanju, da bi pridobili nekaj fotografij svojega očeta. Obisk se je končal tako, da se je družina odločila podariti stare terenske zvezke, ki so pripadali Kularju. Med temi zapiski so bili tudi tisti, ki so se nanašali na prvotno odpravo na otok Pit. Končno, po vseh teh letih so raziskovalci imeli potrebne geološke podatke, ki so jih potrebovali, da bi morda določili identiteto primerka. Terenski zapiski so ponudili nove vpoglede v izvor fosila in v bistvu zagotovili potrebne geološke podatke. Do konca leta 2025 so raziskovalci objavili prenovljeno študijo o Kularjevi ribi v reviji New Zealand Journal of Geology and Geophysics. Študija je ugotovila, da je bila riba plenilske narave in je stara 55 milijard let iz paleogena v starodavni Novi Zelandiji. Raziskovalci so potrdili, da je bila en vejca 2 metra dolga mumificirana riba, starodavni tarpon, vrsta primitivne kostnice, ki je danes ni več v vodah Nove Zelandije. V čast Kulaniju in kraju, kjer je bila odkrita, so 55 milijard let staro vrsto preimenovali v Echinoctis kulani. Številka 2. Skoraj 700 let so se staroselci ameriških velikih planjav zanašali na bizona kot osnovni vir. Že ena sama trupla bi nahranila več ljudi za več dni, zagotovila kožo, iz katere so lahko izdelali šotore, odeje in oblačila, njihove kosti pa so lahko uporabili za orodje in okrasne predmete. 700 leti so staroselci velikih planjav uporabljali eno posebno mesto za lov na bizone, ki jih je bilo tam v izobilju. Mesto je bilo v srednji Montani in so ga arheologi poimenovali Bergstrom. Toda na to so staroselci iz neznanega razloga to mesto zapustili. Da bi razrešil to skrivnost, je paleoekolog dr. John Wendt z Državne univerze Nove Mehike vodil pomembne raziskave zgodovinskih lovišč bizonov v srednji Montani. Njegove študije so raziskovale, zakaj so starodavni domorodni lovci zapustili zelo uspešno najdišče Bergstrom blizu Garnela v Montani. Wendt in njegova ekipa so območje raziskovali s pomočjo izkopnih jam velikosti 3x3 čevlje. Raziskovalci so pobrali vzorce živalskih kosti in jih izvlekli iz teh jam. Prav tako so z radiokarbonsko metodo datirali koščke oglja, sledili potem domorodnih rastlinojedcev in rekonstruirali podnebne vzorce. Vse, kar so lahko ugotovili, je bilo, da je bil Bergstrom idealno lovišče za bizone. Tudi v obdobjih suše so se domorodci očitno prilagodili. Lovci so se iz manjših, mobilnih skupin preoblikovali v večje skupine. Območje so zasedli za daljše obdobja in tam celo zgradili infrastrukturo, ki jim je omogočila preživetje med množičnim lovom. Nekatera območja Bergstroma so ponujala naravne prednosti, kot so pečine za poganjanje bizonov v prepad in formacije, ki so pomagale pri zganjanju črede. Pred kratkim so se zgodovinarji znova posvetili skrivnosti, ki je bila desetletja nerešena, in odgovor našli v že znani značilnosti. Prav prehod k večjim skupinam je povzročil opustitev Bergstroma, skupaj s ponavljajočimi se sušami. Združevanje večjih usklajenih skupin je pomenilo večje število pokolov. Da bi lovske operacije potekale nemoteno, so bili domačini pri predelavi trupel odvisni od določenih virov, kot so voda, krma in drva. Večji lovski podvigi so zato zahtevali več virov. Sčasoma pa so ti viri začeli kopneti. Sčasoma Bergstromovo najdišče ni bilo več vzdržno za takšne lovske pohode, čeprav je bilo še vedno na tisoče in tisoče bizonov v izobilju. Toda čeprav so se živali prilagodile spreminjajoči se zemlji, staroselci niso mogli preživeti brez virov, ki na tej točki niso bili več vzdržni. Zato niso imeli druge izbire, kot da najdišče zavedno zapustijo. Številka 1. Peglerjevi dokumenti so bili najdeni v denarnici blizu posmrtnih ostankov, za katere verjamejo, da so povezani s Henryjem Harryjem Peglerjem, britanskim mornariškim podčasnikom, ki je služil na ladji HMS Terror v Franklinovi odpravi v kanadsko Arktiko leta 1845. V denarnici so bili Peglerjev mornarski certifikat, izrezki, naslovi, ročno napisan opis njegove mornariške službe ter nenavadna poetična in dnevniška besedila. Kraljevi muzej v Greenwichu navaja vsebino denarnice, vključno s Peglerjevim certifikatom in parodijo pesmi Morje z datumom 21. april 1847. Njegovi dokumenti so vsebovali tudi zapiske o njegovi mornariški karieri in nazaj napisane sporočila, za katera zgodovinarji menijo, da so bila način, kako je svoje osebne misli skril pred svojo komaj pismeno posadko. Dokumenti so nakazovali, da je bil primer praktično rešen, razen da je bilo vse ostalo pri Harryju popolnoma neustrezno. Prvič, uniforma, ki jo je nosil v kostnjak, je bila uniforma nižje rangiranega ladijskega oskrbnika, zagotovo ne obleka, ki bi jo nosil višji podčasnik, kot je bil Harry. Naslednjih nekaj desetletij je bila identiteta padlega raziskovalca predmet razprav zgodovinarjev in učenjakov. Sprašvali so se, ali niso bili Peglerjevi dokumenti preprosto zataknjeni v žepe prijatelja Tomaža Armitidgea, mlajšega častnika. Trdili so, da je Harry podlegel podnebju pred Tomažem,
Tomaž pa je, v upanju, da ohrani zapuščino svojega prijatelja, vzel njegove osebne stvari in nadaljeval pot, preden je tudi sam postal žrtev narave. Teorijo je podpiralo eno izmed zapisov, ki je omenjalo Cumanar, prevedeno v Cumaná, mesto v Venezueli, ki sta ga obiskala tako Tomaž kot Harry. Nasprotno pa so trdili, da je morda Harry nosil tisto uniformo, ki je bila takrat na voljo, tudi če je to pomenilo nekaj tako nizkega kot uniformo mlajšega častnika. Vendar pa so raziskovalci v enem izmed žepov odkrili majhno krtačo za oblačila, pripomoček, ki bi ga s seboj nosil le služabnik častnika. To odkritje je še dodatno potrdilo, da posmrtni ostanki niso pripadali Harryju Peglerju. Posmrtni ostanki raziskovalca, napačna uniforma in dokumenti, ki se niso ujemali, so zgodovinarje begali kar 166 let, vse do nedavnega, ko so dokazi DNK končno ponudili prepotrebne odgovore. Antropologi z Univerze v Waterloo so uporabili DNK, pridobljeni iz skeletnih ostankov, in ga primerjali z genetskimi profili vzorcev, ki so jih posredovali živi potomci več članov Franklinove odprave. DNK je dokazala, da so bili ostanki, ki so jih našli same na Glebe Pointu, 130 km stran od drugih mornarjev, v resnici ostanki Harryja Peglerja. Identifikacija Harryja Peglerja leta 2026 je povečala število identificiranih izgubljenih članov posadke na 6, od katerih so bili 4 letos pozitivno identificirani prek Univerze Waterloo in Univerze Lakehead, vključno z William Oranom, Johnom Bridgesom in Davidom Youngom.